v nekaj, kar bo tale ljubljanski klub počasi spravil tja pod strop. In to je seveda še nekaj drugih košarkarjev, ampak to bodo teme za kdaj drugič. Kajti danes bo Marko Milič tisti, čigar dres bo prišel zraven Iva Daneva, ki je jasno pa res legenda ljubljanskega kluba, ki je svoj čas gospodaril tudi v izjemno močni jugoslovanski ligi, kar 6-krat postal prvak. To je tudi dediščina. No in zdaj bo Marko povedal tudi par besed tule zbranim, pa najbolje, da jim kar prisluhnemo. Svoji družini. Živijo, lep pozdrav, hvala za tak sprejem. Nekaj sem mu sicer pa prav... Ene dva dni sem se trudil, da nekaj pripravim, da bi kaj lepega povedal. Zdaj sem pa toliko emocionalen, da sem vse pozabil. Tako da raz bi se vam sam zahvalil za vse lepe emocije, vsa ta leta, ki smo jih skupaj preživeli. Generacije se menjajo, gledalcev, igralcev, navijačev, ampak srce nam vsem bije za Olimpijo. Tako da navijemo še vsi še naprej. Kdo mu tudi ne bi verjel v takšnih trenutkih, da ni preveč čustven, jasno, kot je takole počastijo, si ni težko predstavljati, da človek včasih ostane tudi brez besed ali pa da saj svoj govor, ki ga je imel pripravljenega, kar konkretno skrajša. Marko Milič, številka 12, kakšen izjemen igralec za Union Olimpijo, kar 4-krat je igral za ta ljubljanski klub, ampak težko se je izogniti občutku, da je najbolj blestel prav v tistem prvem obdobju med leti 94 in 97, ko je skupaj z ostalimi soigralci prišel tudi do zaključnega turnirja četverice v Rim, kjer je Olimpiji potem malce zmanjkalo do še kakšne višje stopnice. Kdo ne bi pozabil polfinalne tekme s Olimpijakosom in z neverjetnim Davidom Riversom, za katerega smo mnenja, da nas je takrat kar dobro pokopal. Ampak to je bila sezona Marka Miliča. To je bila sezona, ko je takrat zgor 20-letni igralec prav vodil v statistiki. Največ točk je dosegal Marko Milič takrat. Več od Dušana Hauptmana, več od Ariela McDonalda, več od Henrija. Skratka, največ in takrat je jasno najbolj tudi opozoril nase. Kot rečeno, ni bil še zraven, ko je Olimpija osvojila zaenkrat svojo edino evropsko lovoriko. Ampak bil je pa blizu, takrat je že trkal na vrata. Je pa v sezoni 96-97, ko smo že ravno pri tem in počasi bomo seveda morali žogico zapeljati tudi na nocojšnjo tekmo. Dejansko tudi dvakrat igral proti nemškemu nasprotniku, takrat je bil to Bayer iz Leverkusena, s katerim se je Olimpija dvakrat srečala v tej svoji izjemni sezoni in takrat je Marko Milič na dveh tekmah Nemcem nasul kar 39 točk. In upamo in smo si nekako kar edini tisti, ki smo malo dlje tule v dvorani danes, ko smo se med seboj pogovarjali, da bi ravno ta njegov entuzijazem in nalezljiva želja po zmagovanju dejansko lahko prišla do živega tudi fantom, ki bodo danes branili barve Uniona Olimpije proti Telekom Bonn Basketsu, proti še enemu nemškemu nasprotniku.